Motivi današnje razstave tukaj pravzaprav izhajajo iz tuzemskega življenja, čeprav izgledajo, da bi bili ali pa da so potegnjeni iz kakšnega drugega planeta ali pa da so nekje plod slikarjeve fantazije. In vendar vse tole, kar je pred vami, je v bistvu pravzaprav čisti tuzemeljski realizem, ki prihaja iz enega zelo posebnega dela Kitajske, ki se imenuje Sunan in v pokrajini Linji, kjer v bistvu med čisto običajnim gorovjem se nahaja dolina z temi slikovitimi pejsaži, ki so jih poimenovali zaradi rdeče, modre, rumene, zelene, so jih poimenovali mavrično gorovje ali še bolj pod znanim imenom Rainbow Mountains. Podobno konstrukcija tal je tudi v Peruju, v Andih, vendar ni toliko izrazita, ampak se pojavlja tudi v njihovih planinah na njihovih višavjih. No, v bistvu ta prikazan del iz te doline, te barvne doline, ki je praktično res ena izmed svetovnih atrakcij, me je pritegnil z ozirom na to, da sem veliko sodeloval s Kitajsko, vodil tudi raziskave v skupnih bilateralnih projektih in en del tega v bistvu doživljanja Kitajske je tukaj pred vami. To je v bistvu predvsem ta najbolj slikovit del. V prejšnji seriji slik, ki so bile na mojih prejšnjih razstavah, sem pa prikazoval Kitajsko iz drugega konca in ta del se pa imenuje in je tudi znan kot Red Land District ali rdeče zemlje, kjer gre pa za nekaj podobnega kot pri nas na Krasu, zelo izrazite rdeče zemlje, razen tega pa mnoge poljščine, ki dajejo potem tudi vsem skupaj prav poseben izraz in prav posebno barvitost. Tehnika, ki je tukaj prikazana, je pa res nekaj drugačnega in inovativnega, zaradi tega, ker tile pejsaži tukaj so praktično izdelani v tehniki akvarela, ampak ta akvarel je v kombinaciji z airbrushom in še v bistvu vse skupaj na platno. Akvareli so ponavadi nekje usidrani na vseh vrstah papirnih predlog, tukaj v bistvu pa so akvareli, ki so na lanenih platnih in predstavljajo v bistvu to novo kombinacijo in novo tehniko na predstavljeni način. Mislim, da je ta tehnika zelo obetajoča in nekje pravzaprav tudi prvič prikazana. Mislim pa, da je to tudi ena od tistih smeri mojega slikarstva tudi v prihodnje.